Agility je kinološka disciplina oziroma šport, pri katerem vodnik psa usmerja tako, da ovire na progi premaga s čim manj napakami v najhitrejšem možnem času. Ta šport je zelo mlad. Sprva je bil predstavljen kot zabava leta 1978 na največji pasji razstavi na svetu, ki je še danes v Crufsu v Londonu. Dobrih 10 let kasneje so bile tudi v Sloveniji prve neuradne tekme. Od leta 1991 so tekmovanja postala uradna. Na poligonu za agility v bližini Depale vasi smo se pogovarjali z Marušo Podjed, trenerko agilityja, ki ima 5 psov. Že od leta 2012 sem članica državne reprezentance za evropsko prvenstvo, od leta 2015 tudi za svetovno. Kako to poteka? Vsako leto imamo kvalifikacijska tekmovanja, kjer se glede na rezultat zbirajo točke in najboljši tekmovalci oziroma tekmovalni pari se uvrstijo na ta prvenstva. Sem pa leta 2019 shetlandska ovčarka Naja tudi zmagala evropsko prvenstvo ter bila naslednje leto druga. V agilityju lahko sodeluje vsak, tako starejši kot otroci, in psi vseh pasem. Pri tem športu se ne uporablja nobene prisile, saj je pes predvsem družinski član, prijatelj, partner. Najpogostejši motivi za ukvarjanje z agilityjem so uživanje, sprostitev ter ukvarjanje s psom. Običajno ljudje začnejo zato, ker imajo živahnega kužka, ker se želijo z njim ukvarjati. Potem pa pridejo na agility, bi samo malo razgibali psa, ampak to je tako zasvojujoč šport, da ponavadi tisti, ki pride, potem tudi ostane. In tudi na začetku praktično nikogar ne poznam, ki bi rekel, jaz bi pa rad bil tekmovalec. In to so ljudje, ki so danes najbolj zagrizeni tekmovalci. Sigurno je to ukvarjanje s psom in gibanje stvar, ki ljudje pritegne. Hkrati pa tudi družba. Se mi zdi, da smo agilitaši tako malo posebna vrsta ljudi in v bistvu tukaj najdemo sebi enake. Psi agility radi delajo. Je pa res, da mi agilitaši pri samem urjenju uporabljamo res samo pozitivne metode, veliko nagrajevanja. Za pse je pa že samo gibanje, tek in sodelovanje nagrada. Tako da jaz, odkar delam agility, praktično nisem spoznala psa, ki tega ne bi želel delati. Zdaj, da je pa kuža pripravljen za tekmo, je pa čisto odvisno, tako kot pri vsakem športu. Če treniraš malo oziroma blizu nič, traja malo dlje, kakor če je trening reden. Ampak tako v grobem, nekje pri letu pa pol, lahko začnejo tekmovati v najnižjem, osnovnem nivoju, tako da do takrat se jih ponavadi pripravi do te stopnje. Potem za višji nivo so pa tako v povprečju psi pripravljeni okrog 3. leta. In takrat so tudi tako najbolje fizično pripravljeni, razviti, pa hkrati tudi mentalno sposobni zahtevnosti prog. Agility je šport, ki se lahko izvaja s psi različnih pasem. Pri izbiri psa je pomembno, da se ne odločamo na podlagi videza. Za tisti, ki pa zbiramo pse za šport, seveda se pa odločamo na podlagi staršev, starih staršev, ker je pomembno, da imajo psi neke fizične predispozicije, da so za šport primerno grajeni, pa tudi, da so mentalno dovolj stabilni, da imajo željo vstreč, da radi delajo. Seveda, s treningom in vzgojo se da veliko narediti, ne pa vsega. S samim treningom na ovirah začnemo, ko so psi stari približno 1 leto. Z manjšimi pasmami lahko nekoliko prej, z večjimi mogoče
malo kasneje. Zdaj sam trening mladega psa, navajanje na to, da sodeluje z vodnikom, se pa začne že s prvim dnem, ko dobimo mladička. Ampak na delu z ovirami se pa začne kasneje, ko je kuža fizično dovolj razvit za to. Kategorije so zaenkrat 4, višinske kategorije. Majhni psi, srednje veliki psi, potem malo večji psi in pa veliki psi. So pa tudi 3 težavnostne kategorije, čist po vrstnem redu, 1, 2 in 3. 1 je osnovna kategorija, kjer se psi še spoznavajo z ovirami, potem v 3. kategoriji pa potekajo tekmovanja na najvišjem nivoju. Pri agilityju se pes uči prek igre in raznih oblik nagrajevanja. Izvaja različne vaje, kot so skoki čez ovire, plezanje preko zapreg, prehajanje skozi predor, premagovanje vijuganja in drugih ovir ter zanesljivo sledenje vodnikovemu usmerjanju. Načeloma si pomagamo samo telesno govorico in pa tekom treninga pse naučimo, da razlikujejo med različnimi povelji. Vsaka ovira ima svoje povelje, se pravi gred ima svoje povelje, tunel svoje povelje, tudi različni tipi preskokov imajo različna povelja. Psa naučimo ne samo, da naj preskoči oviro, ampak imamo različna povelja celo, kje naj pristane, ali na levi strani ovire, desni strani ovire, ali naj skoči iz vodnikove strani, oziroma naj gre prej okrog ovire in preskoči. Je pa pomembno, da sta naša telesna govorica in pa povelja, ki jih dajemo, usklajeni. Bom to pokazala še malo bolj natančno potem v praksi. Učenje novih vaj, napredovanje na tekmovanjih, druženje in uživanje v živahnih treningih in tekmovanjih lahko prinese veliko zadovoljstva in veselja. Psi uživajo v fizični aktivnosti, mentalni stimulaciji in pozornosti, ki jim jo lastniki namenjajo na treningih in tekmovanjih.